Ne morem verjeti, da mi je toliko ljudi nevoščljivih, ker ima mene moja mama rada. Sicer, lejte, popolnoma razumem, da je hudo, če vas vaša mama nima rada, ampak morate vedeti, da jaz nimam čist nič pri temu in ni treba biti name čist popolnoma nič jezen. Mogoče bi mogli majčkeno razmisliti, zakaj vas nima mama tako rada, kakor ima mene moja. Pomislite, kako ste lahko boljši sin, boljša hčerka, pa vas bo mogoče tudi vas imela mama tako rada, kakor ima rada mene. Ni pa lepo, da pišete take komentarje nesramne, ki mi jih pišete, pa ta še ni tako nesramen, so še bistveno bolj nesramni, tako da, lejte, če že v Mengardu govorite, dajte, lejte, bodite spoštljivi saj do moje mame, ki je stara 78 let, ne. Tu se tudi vidi, ne, ja, slaba vzgoja je bila, ne, slaba, ne, da greš takole pisati o eni 78 let stari ženski, ne, žalostno, ne, ampak to vse kaže nezadovoljstvo z vašim življenjem. Zadovoljen človek ne bo šel tazgale komentarje napisati, sigurno ne. Lejte, imam pa rešitev za vas, ne. Lejte, preberite si tole mojo knjigo. Lejte, in boste videli, boste čist drugačen človek ratali, ne boste več drugim nevoščljivi, ne bo vas žrl uspeh drugih in tudi ljudje vas bojo imeli raj, bolj vas bojo spoštovali, tudi bolj uspešni boste, ker veste, tak zagrenjen človek, ki vse posod, vse vidi, samo slabo, tak ne bo nikamor v življenju prišel. Če pa slučajno bo, pa prijatelja tudi enega ne bo imel. Tako da, za vas, ko ste ta komentar napisali, sem prepričan, nimate pravega prijatelja. Ker pravi prijatelj, če bi vedel, kakšne neumnosti piše, bi rekel, lej, s takimi ljudmi se pa jaz ne družim. V glavnem, lejte, moja knjiga z naslovom Vse se da, če se hoče, link imate v opisu, kliknite, pa jo naročite, lahko greste pa tudi v knjižnico Puj, tako da, kakor vam paše.